Od 100 prebivalcev Slovenije starih 15 ali več let je bilo 1. januarja letos 39 samskih, 46 poročenih, 8 ovdovelih in 7 razvezanih. Veliko število samskih oseb ni le fenomen v Sloveniji, tako je skoraj po vsej Evropi. Hiter tempo, obveznosti v službi, hobiji, vse to so lahko razlogi, da nam zmanjka časa za spoznavanje novih ljudi. Rešitev za to težavo pa so lahko tudi spletne zmenkarije. O njih smo se pogovarjali z Lukom Kogovškom iz največjega spoznavnega portala v Sloveniji. Kar je značilno za Slovenijo, je, da je veliko ljudi samskih, relativno. Statistični urad Republike Slovenije, mislim, da je samskih več kot poročenih in vezanih skupaj, ne. Torej od 18 let dalje. Zdaj vemo, razlogi so deloma te, da se ljudje ne poročajo, sploh, dlje živijo doma, čedalje dlje smo v službi. Potem je pa tudi razmeroma veliko ločitev, zlasti zdaj, ko so malo zaostrene gospodarske razmere. Tako da vse to povečuje število ljudi, ki so uporabniki te storitve, ne. V Sloveniji obstaja kar nekaj portalov, ki so namenjeni iskanju partnerja ali partnerke. Recimo Cupid, Badoo, zmenkarije in številni drugi. Uporabniki, ki se na njih registrirajo, so si med seboj različni, a jim je skupno to, da so stari med 35 in 50 let. Kako pa izgleda to praktično? Jaz se želim prijaviti na vaš portal, kaj moram storiti? Skušamo narediti zadevo čim bolj preprosto, torej dejansko treba kakšno minutko vložiti v svoj profil, ne. Se pravi, treba se registrirati brezplačno, zato da pridete v sistem, da vemo, si moški, si ženska, koga iščeš, koliko si star, kje si, kakšni so tvoji hobiji, s ciljem, da ti lahko čim prej začnemo posredovati priporočila, ne. Torej, kdo bi bil zdaj zate na pravi. In toliko boljše, če daš sliko gor svojo, toliko boljše, če objaviš kakšen video, ne, zato se čedalje več ljudi odloča. Poleg spleta so na voljo tudi mobilne aplikacije. Predstavljajte si, da vam zazvoni telefon in že imate možnost, da se s simpatijo dogovorite za zmenek. Tovrstni portali organizirajo veliko družabnih dogodkov. Od mize za 6, piknikov, jadranja in podobno. Katerega se ljudje najbolj množično udeležujejo? Torej najuspešnejši definitivno so hitri zmenki. To je format, kjer v eni uri spoznaš 10 ljudi, kjer stremimo k temu, da bi bili ljudje, ki jih posadimo skupaj na ta dogodek, približno enake starosti, pa tudi tematski so te dogodke. Recimo pred kratkim so bili zelo uspešni hitri zmenki za poslovneže, pa tudi hitri zmenki za športno aktivne. Danes je na onam.com več kot 120 tisoč profilov, kar pomeni realno, da je okrog 80 tisoč različnih ljudi in vsak mesec je okrog 50 tisoč aktivnih. Tako da, če nekdo danes išče, bo imel v roku parih tednov možnost ogromne izbire pravzaprav, ne. Par 10 tisoč ljudi, ki bi mu potencialno ustrezali glede na njegovo starost, hobije, interese in tako naprej. V obdobju pol leta posameznik opravi v povprečju 20 zmenkov in to je tudi običajno tisto časovno obdobje, da se najde tista prava oziroma pravi. V taki masi ljudi, ne, in če si odprt za to, da greš hitro na zmenek v živo in si rečeš, spoznavam pač nove ljudi in zdaj brez previsokih pričakovanj pač na spletu izločiš tiste, ki so očitno neustrezni, z ostalimi se pa pač spoznaš in pol, če ni romantike, če ne preskoči iskrica, je pa vsaj mogoče novo prijateljstvo, zanimiv nov človek in si z njim spil kavo, 2, mogoče bosta šla pa, ne vem, tenis igrati skupaj, ne. Skratka, čim bolj na easy si ga je treba vzeti in potem tudi uspeh zelo hitro pride, ne. Način uporabe servisa, ki deluje, je, ko si kolikor toliko ziher, da je ta človek zanimiv za spoznati v živo, je treba ga iti videti. In takrat se zgodi pa tisti klasičen del, a je kaj kemije, a ti človek zadiši, a ti je zanimiv. Se zgodi, da se nekdo zelo navduši prek spleta, pa potem hitro razočaran v živo, ker pač vemo, da kemija se zgodi v živo, ne.
In še beseda o statistiki. Vsak dan se odjavijo 2 do 3 pari. To je že leta in leta stabilna situacija. Kakšen dan jih je 10, kakšen par dni jih ni nobenega, ampak v povprečju 2 do 3. Dejansko v enem letu 1000 parov, kar je za eno tako majhno okolje kot Slovenija fenomenalno. Vse več zanimanja za spletne zmenkarije je tudi med starejšo populacijo. Starejši se izrazito v zadnjem času množično prijavljajo. Pač nekako naučili so se osnove uporabe interneta, zdaj že večina ljudi, ne, teh mladih penzionerjev, recimo mlajših. In tipično so naši uporabniki, ne, se pravi, imajo veliko časa, morda so že ovovdeli, ne vem, ampak lahko so pač se razšli ali kakorkoli, ampak imajo veliko časa in na ta način kar pogosto zdaj probavajo. Tukaj so se zadeve zelo spremenile. Tudi Facebook je zelo pomagal pri tem, ko so ljudje v bistvu naenkrat internet začeli doživljati kot nekaj zelo osebnega, svoje življenje izlivajo na netu in pač posledično so tudi vse ostale storitve postale bolj open, ne. Se pravi, ta stigma, da je to čudno, da so se nekdo spoznala na internetu, je popolnoma se umaknila, ne. Dejstvo je, da je v polje ljubezni zaorala tehnologija in spremenila tudi anatomijo zmenkov. Ne gre več samo za tipkanje in leporečenje pred ekranom. Simpatijo lahko preko ekranov vidimo, slišimo in pogojno rečemo začutimo. Očitno je nastopil čas, da pometemo s predsodki in poskusimo, vsaj tisti samski, srečo in ljubezen poiskati kar na svetovnem spletu.